ministrica Ploštajnerova kot predsednik vlade, ki sta napovedala predhodno najavo razpisa in potem že v poletnih mesecih razpis. Torej takrat, kako že, nič ni bilo narobe z prejšnjimi razpisi. Skratka, zgodilo se je nekaj, da je nekdo, ki je včasih delal na SVRL-ju, potem delal na Računskem sodišču, ugotovil, da bi naj bilo na mesto poziva oziroma razpisa zapisana besedica poziv, kar pa tudi evropska proračunska kontrola oziroma kontrola v Bruslu ni imela pravzaprav nobene pripombe in seveda stvari enostavno niso stekle. Ne, nekaj druga se bojimo. Bojimo se, da je pravzaprav vse skupaj naštelano v tisto smer, da enostavno do tega ne pride, oziroma še v tem trenutku govorijo, da bodo razpisali samo 2/3 tega, kar je na razpolago. To pomeni 200 milijonov namesto vseh 300 milijonov, približno 300 milijonov sredstev. S tem bodo seveda še dodatno zablokirali izvajanje določenih projektov, ker celotni projekt mora biti vreden več kot 600 tisoč evrov in tako dalje in tako dalje. Seveda občine z manjšimi proračuni, če v celoti pogledajo, lahko to če hočete, dokapitalizirajo in projekt speljejo, v nasprotnem primeru pa ne. Mislim, pravzaprav je nedopustno, da se vse to dogaja. Celo več, celo poslanci iz koalicije, rekel so nas nekako celo prosili, za Boga milega, pa dajte nekaj narediti, mi znotraj enostavno več ne moremo in se nič ne premakne. Vedo pa, da so stvari tekle po prejšnjih razpisih tako, kot pač treba, oziroma celo več. Nekateri so celo povedali, da je zdajšnji vendar pripravljen 5. razpis, identičen, kot so bili prejšnji Žagarjevi. No, na konkretno vprašanje vaše ne verjamemo Gasparjevu ministrstvu in gospe Jerina. Ne verjamemo in mislimo, da namerno zapleta s tem razpisom in išče vejce in formalnosti, da do tega razpisa ne bi prišlo. In na koncu, da bi prišlo do spoznanja, da so pač tako ali tako prejšnji krivi, da ni možno razpisov delati, da občine tako ali tako nimajo pripravljenih projektov in preusmeriti denar ali pa ogromen obseg denarja v kakšne centre, kjer se pa pospešeno na te projekte pripravlja. In ta center ni treba, da povem, kateri je. Torej, to je po moje scenarij, ki je v ozadju in ista gospa se pojavila v 3 vlogah. Pojavila se v vlogi, ko je vršila pravzaprav vse priprave na črpanje teh sredstev in nenazadnje tudi izvajala prva leta črpanja teh sredstev. Ista gospa je kontrolirala smotrnost in nenazadnje zakonitost izvajanja črpanja teh sredstev in sedaj ista gospa zapleta z temi zadevami, da naj ne bi prišlo do črpanja oziroma se postavlja nad pristojno ministrstvo v tem konkretnem primeru. Jaz zaupam tu službi vlade za lokalno samoupravo, regionalno politiko, da je v skladu s svojimi pristojnostmi korektno branilo in pojasnilo vse Evropski komisiji vis-a-vis vseh dosedanjih razpisov za razvoj regij in očitkov Računskega sodišča. In kolikor imamo informacijo in iz teh dopisov, ki so tudi nam prišli v roke, je razvidno, da ni bilo s strani Evropske komisije zadržka za objavo tega 5. razpisa. In da je prišel zadržek do komisije iz strani slovenske vladne službe oziroma od gospe Jerina. Torej, če povzamem, en resor govori Evropski komisiji nekaj, drug resor pa to razbija in tolmači Evropski komisiji nekaj drugega. To je pravzaprav ne samo nespodobno, to je nesprejemljivo in obnašanje. In jaz mislim, da ne bo daleč, ko bo še kdo fasal kakšno interpelacijo tudi zaradi takšnih razlogov, ker to je diverzija na ta slovenski razvojni denar in na izvajanje projektov občin. Poglejte, ta projekt zamuja že kakšno leto dni. Sedaj vsi molimo, da bo objavljen konec tega meseca. Ta projekt bi moral biti že prejšnjo leto, že pred enim letom objavljen. Sedaj bi morali že dajati, bi rekel, pozitivne učinke teh investicij. Gre za številno infrastrukturo, vse posod po Sloveniji. In v času krize bi takšna
takšni projekti zaposlili gradbeno operativo, projektante, marsikoga, dobavitelje, proizvajalce gradbenih materialov. Ne. To je izjemno pomembno v času krize in tu pravzaprav zaradi enega vrtenja v krogu do tega ni prišlo. Torej, to, kar verjetno prihaja na dan strani te službe za razvoj in evropske zadeve, je neke vrste prikrivanje osnovnih elementarnih razlogov, ki pa mislim, da so v nasprotovanju, da se ta sredstva delijo širom po Sloveniji za še kako potrebne projekte, ki zmanjšujejo razvojne razlike. Samo pojasnilo, če lahko. Se pravi, vi napovedujete možnost interpelacije zoper ministra Gasparija. Gospod Pukšič, kateri poslanci so bili tisti iz koalicije, ki so se na vas obrnili? Poglejte, dovolite samo, da jaz sem pač povedal, da bo ta razprava na tej izredni seji upam dala številne odgovore in pospešila stvari. Sicer se ne bomo ustavili, to sem želel povedati, ko sem govoril o interpelaciji. Naj sicer pa ta pregovor tudi poznate, greh se pove, grešnik ne. Omenili ste tudi, da bi lahko gospa Irina delovala koruptivno, klientelistično, da zadržuje ta sredstva, zato da bo nekdo drug dobil, ker ve komu. Vi pravite, da nek center, kdo je to, ta center, kdo je v bistvu pripravljen, da ta denar zgrabi? 300 milijonov je veliko denarja. No, jaz mislim, da se številni projekti pripravljajo, potekajo in nekateri župani najmočnejših občin v Sloveniji, predvsem mislim tu na gospoda Jankoviča, opozarjajo, da bi morali biti deležni večjega seveda deleža tudi sredstev iz proračunov, s katerim upravlja država. Ali se za njega pripravlja ta denar? On uredi nek center. Ne, poglejte, prvenstveno so sredstva za razvoj regij namenjena zmanjševanju razvojnih razlik v Sloveniji. Če pogledate indekse razvojne ogroženosti posameznih regij, posameznih subregij v Sloveniji, lahko ugotovite velike razlike. Če pogledate možnosti tako izobraževanja, kulturnega, športnega udejstvovanja, če pogledate nivo razvitosti infrastrukture, če pogledate nivo torej kakovosti življenja na slovenskem podeželju in prestolnici, so tu občutne razlike. To govori in beleži statistika. Jaz mislim, da to, kar sem povedal, ni nobena skrivnost. No, in ta denar je namenjen, da se te razlike v Sloveniji manjšajo, ne pa povečujejo. Vendar verjamem, da ministrom, ki živijo pravzaprav v centrih, seveda je ta namen, torej zmanjševanje razvojnih razlik, bolj floskula, kot pa nek jasen in resen cilj. In zato verjetno iščejo načine, kako seveda deklarativno se zavzemati za zmanjševanje razvojnih razlik, dejansko pa pod nekim razlogom, ki je ponavadi na tistih, ki se ne morejo braniti, konkretno občinah, potem na koncu pa denar razdeliti tam, kjer je pa absorpcija, to so pa centri. No in konkretno, 80 milijonov evrov je bilo razdeljenih v Sloveniji samo in izključno eni univerzi. Verjetno vratno Mariborska. Skratka, nepojmljivo, to pomeni, lahko vse ostalo zapremo dol. Torej, razvojni denar samo izključno na 3 projekte in to ene univerze 80 milijonov. To je nepojmljivo, To, kar govori kolega Puksič, je namreč že zgodilo. Saj vemo, kako je bil razpis centrov odličnosti. To je že mimo. Mene bodo ven pripričal. In sedaj se pripravlja to. Da ni centrov odličnosti tudi, oziroma dobrih projektov tudi drugod v Sloveniji. Hvala Bogu. Še kakšno vprašanje?